Zdravček, kot sem vam prejšnjič obljubila, danes vam posnamem, kako si lahko za story vsebine naredite svoj lasten GIF. Najprej morate si predhodno pripraviti, kakšen GIF želite. Se pravi, ne vem, kliknite na lepko, poglejte navzgor, ne vem, pač kakršnikoli GIF-e boste v prihodnosti potrebovali. In da bolj veste, tako kot bom pokazala v naslednjem koraku, kaj v bistvu od GIF-a želite. Ko ste zdaj posneli GIF-e, se pravi poze, ki jih dejansko želite v GIF-u, zdaj bi vas opozorila še nekaj napake, kar sem jaz tudi ugotovila zdaj, ko sem pač snemala. Jaz pač snemam vse z iPhonom in ta program, s katerim bomo zdaj odstranili ozadje, se pravi unscreen.com, sem pač ga hotela odpreti preko Chroma. Vidite, ko sem hotela naložiti videe iz iPhona na unscreen na Chromu, mi je javljalo napako, kar pomeni, da v takem primeru, če tudi snemate z iPhonom, da ali skonvertirate, tu zdaj so predlagali eno orodje Zamzar, se pravi skonvertirate format iPhona, ki je verjetno v Movu, v MP4, ali pa jaz sem šla pač na Apple na Safari, vidite, in je šlo. Se pravi, preko Safarija na istem programu pa gre. Ampak vidite, pazite tudi, ko snemate. Tu kot vidite, v bistvu mi odreže to roko, tako da je fajn, da res imate mogoče dobro svetlobo, najdite pa ozadje, ki je belo, se pravi, da ni nekih motečih dejavnikov. Se pravi, zdaj najboljše, če imate mogoče kamero, če pa nimate kamere, pa pač dobro s telefonom, ampak naj bo fajn svetloba, pa dobenega ozadja. Zdaj, če pa imate mogoče celo kakšen green screen ali pa kaj takega, pa še toliko boljše. In sem danes še en video posnela. Vidite, pa nisem preveč migala in mahala, sem čisto tako enostavno in vidite, je šlo. Tako da toliko mogoče malo testirajte, ko boste se snemali, da bo potem lepo odstranilo to ozadje. Zdaj v tem programu vidite, lahko bi dali kakšno drugo ozadje. Mi pač ne bomo, zato ker pač vemo, GIF-i na Instagram storijih so pač brez ozadja, načeloma lahko to daste. In vidite, ga downloadate na pač vaš računalnik in tako v naslednjem koraku pa bomo pogledali, kako potem ta GIF naložiti na en program, ki v bistvu vam bo prikazoval te GIF-e, mogoče in še tudi kakšne so druge opcije. Pozabila sem vam še samo povedati, ko izvažate, imate tu možnost, ne? Se pravi, dajte GIF, da izvozite kot GIF, tako da, evo, to še. Ko ste prenesli GIF si na telefon, je ena izmed opcij, da enostavno GIF imate zdaj v galeriji telefona, kliknete pač normalno objavite story, bom jaz, ne vem, dala kar eno slikico in potem greste, se pravi, v galerijo telefona, evo, to je ta GIF, date spodnjo črtico in kopirate fotografijo v bistvu, no. In greste nazaj in prilepite. Se pravi, to je ena opcija na iPhonu, evo. In imate svoj GIF-ek. Druga opcija pa je, kar vam bom zaupala v naslednjem klipu. Če bi pa radi, da vaše GIF-e uporabljajo tudi drugi, jih je pač potrebno naložiti na gifi.com in sicer najprej se registrirate in potem naložite GIF, se pravi, greste pač bomo zdaj naložili GIF, vidite, lahko imate upload, se pravi prenos GIF, MP4 ali v MOV tem formatu ali tudi kakšna transparentna nalepka, celo lahko URL iz tega YouTubea, Vimea. Tako da mi imamo pač naredili GIF, tako sem prejšnjih korakih pokazala, evo, to je zdaj moj
gifek, ga naložimo na tu in potem je vedno, ali bo zdaj visibility, se pravi public, zdaj, če želite, da se pokaže, naj bo seveda javno, tu dodate oznake, se pravi, po katerih vas bojo našli, ne vem, pozdrav, mislim v angleščini, bo pomagalo pač dati neke označbe, po katerih rečemo ime tega gifa in potem ga naložite, se pravi upload. In baje bi naj, jaz še zdaj nisem poskusila, bi pa naj v 2 dneh se potem tudi videlo, ko bi vpisali neko določeno, pač to, po čem ste označili v tagu, ko boste vpisali na Instagramu med gifi, bi mogel vaš gif se pokazati. Tako da to je to. Če želite še več takšnih trikov, ne pozabite, dajte se naročiti na moj kanal in zaupam naslednjič kaj novega.